Vsi ga poznate. Je brez dlake na jeziku. Ima jajca. Pravzaprav ima 6 jajc. Zadnji borec za resnico. Reporter Milan. Da bi mi nekaj leta 2001 rekel, stari, viš, to boš pa ti za vsako jutro me delal nekim 20 let. Bi ga zaklav, ne? Zaklav bi ga, mislim, dejansko. To pa, mislim, je šlo leto po leto, bili so novi izzivi, bilo je vse to, kaj je bilo. Mislim, da smo vsi skupaj, ne, tudi tisti, ki nas poslušajo, lahko ponosni na to. To so tudi za radio neke številke, ki, verjamite mi, so zelo težko dosegljive. Zdaj, če si nekdo zada, da bo od letos delal, pa do leta 2041, je to nekako težko. Maribor je posebno mesto, posebno okolje, nekako ne priznava zvezd, jih pa spoštuje. Če te zvezde po narekovaji dajo nekaj od sebe, če dajo nekaj nazaj. In jaz mislim, da smo mi tu ravno zaradi tega, ker smo ostali taki, ko smo, v bistvu Mariborčani, da je to bila tista formula ob seveda našem talentu, našem trdem delu, ker za vse tiste, ki še vedno mislite, da mi zjutraj pridemo na radio ob 9, recimo jaz delam prej že delati, Tina od 7 dela v studiu, da jaz, ko prijem ob 9, pa ne sem prvo en veliki joint, pa to skadimo, pa je bolj vse lažje, to ravno ni tak, ne. Mi to posnamemo nič kolikokrat, 500 krat smo Milana zbrisali, ni v redu, gremo še enkrat. Eni so smešni ful, eni so manj smešni, vsi pa imajo zgodbo, vsi imajo sporočilo, to smo se vedno trudili, da nekako opozorimo na lastno norost, na lastne bedarije, na nerazumnost, na situacije, ki niso primerne tem času, in jaz mislim, da nam je to pač vedno uspevalo. Je pa tak, da recimo sporočilnost močna, ne more biti smeh, da ti solze tečejo, ne. Tiste lahkotne teme so vedno bolj smešne, tudi zdaj v teh časih bolj moderne. Mi pa, glej, ne vem, mislim, jaz zdaj že tako daleč, ne, da rečeš, da če bom še delal, samo zdaj ne vem, ne, upam, da je mo zdravje služilo. Pred 20 leti nisem tako razmišljal, ampak se pravim, eno z drugim, 20 let je tu, ko je bilo 10, smo rekli, to je to, ko je bilo 15, smo rekli, zdaj 20, zdaj kaj naj rečem, tematike nam ne zmanjka, ne, Dejan, Tine, mislim, še enkrat bi vaju postavil pač pred dejstvo, da enostavno 1. aprila 2001 res nisem imel koga drugega, razen kaj dveh, tako da sam pa tega nisem mogel. Jaz pa nisem upal, ne reči. Kaj te lahko zdaj kušnem? Ne, kušujem sploh. Prvo leto smo bolj kot ne v zamudi živeli. Iskal sem se tisto leto. Imel sem malo belo Nokio, pa spal sem malo. Belo Nokio, spal si malo, pa iskal si se, jaz smo pa čakala. Ampak dobro, gled se. Mislim, ne vem, leta 2001 sem si nekako zadal, da Zoro, pa nekaj se mi je šlo, ne. Da bom po noči vse poharo, bom pa zjutraj smešen. Samo je pa res, da je, mislim, Milani so bili dolgi 5-6 minut. Jaz, ko to poslušam, rečem, pa ne, pa kak, mislim, ampak dobro, glej, to je pač se je poslušalo, ne, ampak to je absolutno predolgo. Zdaj, če bi še enkrat, bi verjetno bilo vse isto, samo krajše. Pa Dejan je predlagal, to je Tine, zanč me spomnil, da bi govoril zgovorno napako. Ja, da bi imel, če bi imel. Kaj si ti? Eno slabše predlogo, veš? Ja, in pa točno eno epizodo te držalo. Dobro, ne? Zaveš, kaj je najhujše? Joco se neko vidi, ne? Tak si govoril. Najhujše je to še ta vstop, čeprav je že predolg dan, vem, ker si živčen. Najhujše je to, da
absolutno nisem imel koga drugega zbrati, ko sem prišel. Pa bi se Nisem, izkazalo za ok. Ne? Za ok, mislim, zdaj vsem dolžnim spoštovanjem, tvoj brat Tina je na oni strani z razlogom, ker je glasbeni urednik, pa to Ne bi. Pa mislim, da bi največ 3 leta delali, pa se totalno zapili, čeprav zdaj Sandi ni pijanec, pač Štajerc je. Bor, ne vem, no. Mislim, Dalje. pač vedno On bil je presed, šele ne. zamujal. On je, ne, pa z njega ne imaš čisto. Kaj zdi, Norveš, kak je to bil? Reporter Vata bi bil, pisal, da ima v lapah to do 10, ima človek govorno. Viš, da je pa res bila govorna napaka. Ne? Zdaj pa, da zaključimo en sklop, da bomo malo reda. Rekli smo 5 CD-ev, rekli smo 15 predstav. Pardon, da te motim, ker sem se spomnil na eno predstavo, smo pozabili mi. Kjero? Šola za striptease je bila prva predstava. Dobro, no, tisto ni bila prav predstava. Kaj ni bila ti ne. predstava? Jaz Čist mi- prva je bila ja, predstava Mišo. Dobro, to je bila interna, ne? Za 50 let šefa. Našega direktorja, ja. Močna slivka. Ne, šola za striptease, če je bil v motelu Evergreen, je bil moški striptease, pa nas je takrat povabil, če bi mi vmes nastopali, pa smo imeli šolo striptease, jaz vem, da si ti bil iz Dogoš človek, ko se je hotel naučiti, jaz sem bil pa iz... Inštruktor, ja. Inštruktor iz Zadra, sem jaz bil v usnje oblečen. Pa Dobro, naj povemo, da je tak. Tam je bil moški striptease tradicija profesionalcev. In to je bilo razprodano. Kako so se, čakaj, Ana ve, Total kako se jim je reklo. Total knockout. Total A, knockout. veš, Ana? Ja, točno, pa so res Ja. bili. No, evo. In tam je bilo razprodano in vstop so imele samo ženske. Ja, In pokojni, mislim, da je bil Leon, ne? je Leon, ja. Nas je pregovarjal ne vem kako dolgo. In ob tem, da se bo vse v redu, nas je še ono, stari, pa to morate priti, kaj ste zmešani, to je predložnost. Jaz imam 2 kelnera, to so kelneri, so na koncu razcotani. Jaz sploh ne, vun je pa bil Leon, moje postave, je rekel, jaz vun ne upam pogledati. Smislo dobro je. In mi smo tja šli kot predskupina, da bomo pač malo za hec, ker zdaj nismo imeli neka telesa, da bi Se kazali, Se kazali. brez zgoraj, In brez... bo- kot ni predskupina in mislim, Saj prva- marsikaj smo si upali. Prva ne. točka je še bila, ko je bila ta predstava, to pol pa smo imeli, pol pa so oni pravi vun šli, pol pa smo vmes mogli mi Ja, še enkrat še na ti oder. Pred drugim Ko delom. so že bile, Ko so že bile, to pa je bilo, mokrota, to ko je pa bila zagnete. mokrota. In tisto, da smo šli vmes, je bila grozna napaka. ne. Ker smo šli ven, sicer slabo pripravljeni, ampak tako ali tako vseeno, kaj smo imeli, zato ker je to bilo kričanje, slečite se, raztrgala te bom, šalca, jaz ne pozabil prizora, To, ja. mikrofon si imel, ena ti je srajco, samo sem videl gumbe, pa se drla v mikrofon, ne vem zdaj rekel, kaj se drla. Kaj zadrla? Daj me, samo grše je Dobro, rekla. se- Jaz Dobro, zdaj to ni za javnost, midva drugače meni je to blizu. Mi dva smo, vem, pol si pa pogledal, pa si naj videl, jaz sem pa se vsedel na Dejana in sem spas, sem si vundal, pa sem ga jahal kot lipicanca onega včeraj na... Samo, kaj sta vija opazila, kolikokrat po domače, pardon, Mišo, sta vija zajebala že praktično situacijo, ko smo imeli na Taleru. Ker vija sta super, znata nasmejati ljudi pa vse, ampak ko pa je treba preskočiti v podnarekovaj neko osebno korist, pa nije ta mere, ne? Takrat, ko se moraš začeti lagati, pa na uhe govoriti, pa to sta vija še vedno vice pokala. In tam, razumeš, tam, ko bi vsi mogli se sleči pa helikoptere delati, si ti njega ja. 15, 12, 2, 5 ptičja gripa. To je bil naš. V kleti Bom rekel, Narodnega doma. Ja, mislim, bilo dobro je bilo. Bili smo v kleti, kjer je bilo za 110 ljudi, a koliko je tam placa. Ja. Sve, nismo bili sigurni v sebe, normalno, mislim, bilo je nekaj novega za nas, zato smo za ziher 20 minut posneli, ne, spuščali video posnetke, ne, predstavo. Ja. Plus, če ne je bilo smešno, smo, ne vem koliko predstav, vedno kračo kuhamo nosili. Kuhano kračo smo imeli, da si jo Vsaj ti- siti grejo. Ne? da si jo ti kot Joža
te pa smo Vreza. rezali med Pa predstavo, jedli, pa ponujali, vsi, pa ponujali. vse. Jaz grače nimam, rad drugi so jedli. Ja. Dobra je bila. Ampak- Samo ne pozabo tega občutka pred prvo premiero. Dobro, Jaz dobro. tako vem, da sem se pozabil, ti si rekel, da vse, kar imaš, daš, samo da ne lahko rabiš greš. na oder, dejan pa je v eni uri škatlo malo razkadil. Rdečega. Rdečega. Nervoza, totalna. Pa tudi, kar se prve predstave tiče, za kar mi ne bo ostalo spominov, je bila, mislim, smeh je bil, valjda ljudje, bilo je nekaj novega, to ne, bili smo vseeno, kljub temu, da smo imeli tremo, pa to smo ta naš humor nekako prenesli v dvorano, nič nismo prepustili slučaju, smeh na eni predstavi tajnika iz univerze, ne, Takratnega, ja. V bistvu človek se je začel v 10 minuti smejati. In je, mislim, to mora biti neka svoje vrstna bolezen, hudo. In ni mogo se nehati. Jaz se spomnim, na odru smo ga vsi gledali, prekinili, predstav, v usta si je tišel prvo prst, pa celo roko, pa komolec, pa vse živo in ni se mogo nehati smejati. Ne. In Pa še zato- smeh je bil še tak zelo izrazit. stripi. In ko rečemo prva predstava, tu je treba posebej poudariti, da če ne bi bilo našega prvega producenta, ki je verjel v nas in bil toliko pogumen, skupaj z Bocotom, ampak Borko je. Ja, Borko je rešil v rizik. In Borko nam je povedal tole. Ja, torej, tam nekje na začetku leta 2005 je prišel, jaz mislim, da je bil Dejan Vedlin, je prišel k nam z idejo, da bi po vzoru Late Night Show naredili pri nas v kleti na Malem odru Late Night Show. In potem je seveda zadeva se je razvijala in je 15. decembra leta 2005 je prišlo do prve predstave. Takrat se je še rekla Late Night Show, podnaslov pa bil Ptičja gripa. Takrat ptičja gripa, danes korona, je neka simbolika v tem. Takrat se je začelo in tam v letih od 2005 do 2008 ali pa 2009 so redno nastopali na našem malem odru z več temami. Naslednja je bila psihiatrija za kadilce in tako dalje. Tudi gostovali smo po okoliških krajih, tu po Štajerskem. Zelo, zelo zanimivo delo je bilo. Seveda so pa tudi vsako leto na festivalu Lent polnili oder, pa ne enkrat, tudi večkrat. To so bili takrat začetki. Pubeci, kaj vam naj rečem? Vse najboljše, pa zdravja vam želim. Hvala, Andrej. Ja, mislim, Borko je, to se tudi spomnim. Generalka je pač bila obvezna in na generalko so pač prišli ljudje z Narodnega doma, da vidijo, da ne grejo v preveliki rizik, za neke butle gor spustili. Ne? Generalka je pač, tako pač pri nas trajala 8 minut. Ne? Ko so mi gor prišli, dobro, evo, tak imamo ono, to tak vem, pol je to, ja, pol oni kratčo, pol to je posnetek, ono, to je to. Rekel, dobro, kaj ste vi zmešani? Ne, vse bo v redu, lahko si Ne brez skrbi. skrbi. Mislim, če bi jaz bil, on bi rekel, gledaj, fantje, fajn je bilo. Probali Lahko se ste. dobimo na kakem špriceru, to je to. Ne. Pa preživeli smo Ožbalt, ne, Joj. z ptičjo gripo. Povabili so nas v Ožbalt, tam je bil pač neki, ne, imeli Letni so- oder so imeli. Ne? Ja, Letni taki oder imajo letni tam oder, taki taki lepi. pomanjšane, rušene, Ja, ja. gor, ne, in je se k nevihti pripravljalo, ne. Mi smo že bili gori. In pravi ta organizator, nič se bomo selili. Zdaj pa kdo Ožbalt pozna, je na desni strani včasih bila ena najmanjša pumpa v Sloveniji. Je bila Ožbaltu tam na desni strani, zdaj ni več. Čez cesto te pumpe pa je gostilna. Gostilna, kjer pač dobiš vse, od šivanke do vampov. No in tam noč smo se mi selili. In zdaj, medtem ko smo mi postavljali oder, so eni še čakali na plošče. pa To, mislim, ona je, vem, da smo začeli že predstavo, ona še kar golaš nosla, pa to mimo nas. In ker niso imeli placa, vsi nekdo je kar tako so skozi okno gledali. Ja, to je bila dobra preizkušnja. bila, ne. Ko smo Pa, ko je tam bilo- postavljali, ono še plošče. Konec predstave, vem pa smo vsi po pohanem smrdeli. O, to fejst. Pa ne pozabo, če se spomnite, zakaj smo se mi predstavili, tako gledali smo gor, bodeš, ne bodeš, kaj te zvem, pol pa oni čupa, rekel, poveci, Avstrijci so avion gor spustili. Gremo. Gremo not. Niti ena kapla ni padla, samo toliko. Ja, Ja, to to je je Avstrija, blizu. Ja. ja, zelo. Zdaj pa, če bi lahko
zaključili predstave. Ja, mislim, 5 CD-jev smo, CD-ji so bili, to pač vsak mora imeti, kdo kaj nekaj pomeni, so se prodali. Meni zanima, mislim, zanimivo je bilo videti, če ima kdo vse CD-je, ne? Z našega direktorja. Fras ima, zagotovo. Ziher. Fras ima verjetno, ker je Fras. Zanimivo tudi je bilo slišati, če je kdo bil na vseh predstavah. Verjetno je kdo bil na vseh predstavah. Ena taka, mislim, bila je, tako smo rekli, ptičja gripa, psihiatrija za kadilce, 3 dedi pika smo, to je pa stand-up, s katerim smo šli prvič v Ljubljano. Ja. Špas teater je bil razprodan 2 ali 3-krat. Bilo je tako, mislim, nismo bili zdaj pač prepričani, kako bojo oni sprejeli naš humor. Dejan je v tem stand-upu šel prvi na oder in ko je rekel dober večer, so se oni pol minute smejali. Stinčko je rekel, ok, ne. Rešeno, naši so. Jedli nam bojo z roke. Pol je bilo si ali nisi, kjer je Tinček na premieri pozabil tekst. Mislim, dosti krat ga je pozabil, ampak pozabil ga je. In je potem, ko smo bila mi na odru, pa je moglo trajati vse skupaj 20 minut, smo v okah videli, da nekaj ni vrejo. Rekel, Joža, veš kaj, nič vreje, te grem jaz. Po minuti pa je hotel iti z odra. Ga v bistvu besedno nekako nazaj vlekel. Pol je bil stand-up za zapor, to je bilo v okviru tistih protestov radarskih, to smo imeli v Rotoški kleti, pa kandidat za vampirja, tudi vampirja smo bila, Dejan. Ona bivši Johnny, pa Zbogom Muca, pa ljubi, kako hočete, Žabarja, pa Silver grejo na jug, 4 božični stand-up in pa zadnja predstava naša, ta redna Swingeri, ki pač je žal nismo uspeli do konca odigrati in v bistvu imamo plan od danes, jutri, da ob 20 let naših, čeprav jaz nisem za to, vidva oba vesta, da so nas z več strani pritiskali online, pa ono sem pa tja, jaz to ne rad delam zaradi tega, ker je online glih tako, da bi si vrečko za smeti gor dal, pa šel v poslo, ne, pač, mislim, vseeno radijski liki, ja no, vse je res, ne samo kondom celi, da bi bil v gumi, ne. Veža, pač vsi trije imamo to, zdaj ne vem, ali to slabo, ko si znamo plastično predstavljati, ja, pa te vidim v vrečki za smeti, kak greš. Z eno lukno, ne. Tak me ti vidiš, ne. Te, no, da končam misel, pa ita v pizdo, kako je puta, ne. Te swingerje bomo naložili na YouTube in brezplačno boste lahko gledali celo predstavo, posneta je dobro, profesionalno, z več kamerami. Jaz sem gledal, se 4-krat celo nasmehnil. Ne, dobra predstava je. Dobra predstava je, pozabil sem že malo, sem gledal, res sta dobra, nem zdaj sebe hvalil, dobra sta, vidi se, da smo stali na odru 600-krat ali pa večkrat, odigrali to predstavo dobro, prepričali v bistvu ljudi, da tako ženska, ki se brani swinganja, kot tudi moški jaz, ki stremi k temu, imata oba prav. Dajte se to pogledati, nasmejte se, čist onim mladim, mislim, težko jim je prepovedati, ne, samo malo je blesavo, da pri 12, da bi se začel razvijati v smislu, ok, imam svojo, pa se bo lahko še mešam z drugimi. Probajte vseeno malo to omejiti, čeprav ni zdaj svinjarija predstava, nekaj pač je, mi opisujemo en pojav, neko modo, ki ni zdaj to 70% ljudi swingerjev, ne, ker te ne imeli mira, ko bi šli na rojstni dan svojo, ne bi jo že pred torto nekdo začel lizati po. Imamo tudi še enih par čestitk, recimo sam selektor se je spomnil na nas. Tale čestitka leti iz Nikozije in seveda iskreno čestitam 1. aprila za 20. rojstni dan kulturno-umetniškemu društvu Reporter Milan. Vse dobro, povedi še naprej. Ja, enako. Jaz se spomnim, da ko je prvič tako tele si Prašič. Prvič, ko je postal selektor, se spomnim, smo mu iz Kranjske Gore čestitali. Na Lisici.
68. Tam nekje. Tam ja. se nič ne spomnim. Ja, to so še bili časi. Pa pazi, Luka Šulič. Dragi reporter Milan, najlepša hvala za 20 let smeha in dobre volje. Vse najboljše. Ha? Pizda, to je kar, ne? To pa kar za nas je zašpilo. Za nas. Ja, to moraš drugače Lahko odšteti, samo ne. kot zanimivost povem nekaj. Ja. Pač tudi ta muzika je postala kar zaščitni del, ne, reporter Milana. In včeraj, ker na ključi ni v življenju, nam je en modrec enkrat povedal, ne. Včeraj je Herb Alpert, ki je posnel to pesem, rojstni dan imel. Tijuana taksi, ja. En dan pred nami, tako da, veš, to je... Ni. Živ že? Ja, Je? ja. Hvala Komaj, Bogu, komaj. da ne vleče do tega radio, ker bi nas tožil, veš, kaj si. Okay, se samo vrtimo. Zoran Predin tudi se je spomnil na nas. Se pravi, reče se vse najboljše za rojstni dan reporter Milan. Se pravi, 20-letni pubec je zdaj, mozoli so mu zginili, brki mu malo rastejo, glas se mu je malo znižal, pa vedno več in vedno bolj ga zanimajo punce in pa dobre, kako bi temu rekel, dobri vici. Želim mu veliko zdravja in uspehov in se že veselim njihovih novih pustolovščin. Srečno še enkrat. Dolgo je trajalo. Lepo je Hvala, povedal. Zoran. Hvala. Ja. Ja, lepo, lepo. Ja, ne. Se miš, da je on zraven? 12 minut, Milan. Ja, najmanj. Imate kako željo glasbeno, ker gre naslednja? Se spomnite kakšne? Ne. Okay, Ja, bom pa- čakaj, onega o Šnauceru. O Šnauceru. O Šnauceru. Ta je sicer, mora imeti predzgodbo, ne, ker se not pojavi oseba, ki ni več v lokalni politiki toliko aktivna. Kangler, Ja, no, tako. ne. Kangler, Ja, bivši župan. Daj to, ja, res. Tako, in sicer smo naredili to Rad se spomnim teh časov, daj to. ob odprtju azila takrat za živali. Moj mali šnaucer je zazila, uboga me in taco da. Navajen je na druge pese, z žogico se rad igra. Šnaucer moj mali, ga rad uvali, šnaucer moj mali, je lepi pes. Moj mali šnaucer, kličem ga stari, ker sivi je. Moj mali šnaucer včasih laja, nikoli se ni še not posral. Ko videl je azil ta novi, Franceju je taco dal. Šnaucer moj mali, ga rad uvali, šnaucer moj mali, je lepi pes. Moj mali šnaucer, kličem ga stari, ker sivi je. In od Šnaucerja direktno k... Toto si pozabiš, ali zato to si... Poslušaj. Ko majster bil je mali, vsi so se ga bali, v rokah imel je moč ko bik. Petem pil je pivo, v šestem imel je grivo, v sedmem si prižgal je čik. Spremljal on je modo, v srednjo sploh ni hodo, pri 20 se je nehal brit. En cajt je švecal robo, pol je službo dobo, sodelal, ko je hotel vrit. Kdo bi jih lahko preštel? Majster je pač babe imel. Bile so tudi milke, 3 so bile čistilke, majster je pač babe imel. Kdo bi jih lahko preštel? Majster je pač babe imel. Bile so tudi milke, 3 so bile čistilke, majster je pač babe imel. Kak je tisti, da je še oni delali? Pri 20, kak? Je začel kaditi. Ne.
pri 20 se je nehal brit, pol je službo dobo, ne, šolo on ni hodil, pol je službo dobo, se dela, ko je hotel brit. Čestitke še kar prihajajo, tudi mi smo rečemo Bruce Lee, ampak ima že neke funkcije. Ne? Bruce Lee, še vedno Bruce Lee s funkcijami. Ja, torej dejstvo je, da je 20 let minilo, od kar se je vse to skupaj začelo in danes, ko se spomnim nazaj, ne morem verjeti, da je čas tako hitro minil, ne? In da še vedno ti fantje nas spravljajo v smeh, v dobro voljo. Torej jaz se danes, ko prijem časih otrujem domov s treninga, ker mi ponovadi čez dan zmanjka tega časa, se dam vedno na YouTube in poslušam ta skeč, ki ga imajo na dnevnem nivoju in lahko rečem, da sem ponosen, da izvajam tega, ne samo da jih poslušam, ampak da jih tudi poznam in sem prepričan, da so prinesli temu mestu ogromno veselja in dobre volje, ne samo mestu, tudi sami državi, ker jaz tudi v Ljubljani večkrat slišim, koliko krat se nasmeja na njihov račun. Teda, kaj naj rečem, vse najboljše, še naprej nas zabavajte, ostanite takšni, kot ste, ker takšni ste dejansko najboljši. Tomaž Barada. S Tomažem se poznamo, s Tomažem sodelujemo. Ja. Zadnje je na poslovilno prireditev, ki je bila zadejana takrat je pripeljal tudi predsednika komplet ono in spomnim se, da se obstajajo fotografije, da so vsi umrli od smeha, predsednik Pahor je celo začel svoj govor tako je rekel Šalca, tako da sem se kar malo malo previsoko že gre to vse skupaj. Tomažu, mislim, za njegovo kariero, za njegovo delo, človek tudi po vsem, kaj je osvojil, še vedno od jutra do sutra, v telovadnici dela, podpredsednik Olimpijskega komiteja, kapa dol in mi smo lahko samo veseli, da ga poznamo, da je naš prijatelj, da je naš fan in super. Ja, Ilka si je tudi vzela čas. Reporter Milan ima boje 20 let, kar je fascinantno, ne? Zato ker pač že 20 let v bistvu govorite ene in iste fore, pa še kar ste smešni, ne? Tako da vsaka čas, ne, res... V bistvu, karkoli se zgodi, tudi, ne vem, sem doma, nisem doma, tudi če samo Milana poslušam, vse vem, kaj se dogaja, ne. Pač vedno v koraku s časom in vse skupaj, ne. Ekstra pa sem si zapomnila, tega enkrat Tona bil, ne, pa je prišel, pa pač je na neki intervju, pa to, one karte tako zmagajo. Tako upam, da ste vsi karto kupili te. Nekaj je bilo v zvezi, ne vem, z mano, pa mama, pa vse skupaj, v glavnem vrhunsko, no, kakorkoli, res ste cari. Tako da vse najboljše. Hvala, Ilka. Boljša si kot Milka. Ilka je, mislim, se veš na te... Na take, kot je ona, smo pa res ponosni. Mislim, ti lahko rečeš, ko te nekdo vpraša, odkot si ti, od tam, ko Ilka Štuhec, ne? Ker zdaj, če mu rečeš Maribor, pa to te še moraš Evropa, od tam, ko Ilka Štuhec, stari, glej, mislim, veš, to je to, ne, in pa zarasteš za 2-3 metra in če nekomu ogromno športnikov, to ne z dolgega časa, malo zaradi sprostitve, ono se empatija rabi, to vrstno razvedlito. In dobro je rekla Ilka, mislim, da smo mi toliko aktualnih tem obdelali in jih obdelamo, tako da tudi za ljudi, ki zdaj ne radi grejo na portale, čitajo ono, se empatija, ko potegnajo črto, nekje v petek začejo rečejo, vem, jaz sem čul, vse se tako Milana to teden poslušal, tako vem, kak je, ne. Tako da mislim, dobro je ujela to bistvo, ne, tudi recimo. Težko je zdaj v 3 urah, pa tudi neprimerno vse dogodivščine povedati. Mogoče situacija pa ni najbolj smešna, ne? Ampak jaz vedno pravim, da smehom pač z dobro voljo se da marsikaj rešiti. Meni dosti smo takrat rekli, daj na januar, ne? Zdaj pač bomo rekli, daj na maj, tako kaže. Ja. Nimamo vpliva, najbolj vse ni pametno, vse ni razumno, recimo predvčerajšnjega smo se dobili, smo se menili, mi smo se svoje o tem smejali, kak profesionalni športniki, recimo sam imam stik v nogometnem klubu, kjer je testiranje skozi in skozi,
vse pač v tem, da ja ni noben okužen, vsi, ki so na tekmi, morajo iti pretekmo na test. Glavnem, to ne smeš nogometa igrati, ne smeš niti trenirati, ni športa, medtem pa lahko greš po žagu, pa samo rezni vijak, tam ko je. Tako Tinček pravi 700 ljudi, ja, pač taki časi so, jaz nočem niti enkrat z nekaj nagovarjal, pa ni bilo dobro, da bom se ugradil od tega, ampak virusa dejansko si ni noben zmislov tistih, ki odloča. Enostavno pač je jasno že, da bomo mogli živeti z njim, če se bo le dalo živeti z njim. Je pa humor tisti, s katerim bom rekel, ti je vse lažje. In če si dobre volje, če gledaš optimistično, če znaš še iz take situacije tudi na svoj račun se nasmejati, bolje definitivno je boljše. Smeh je v današnjih časih najbolj v modi, oziroma bi moral biti. Ne bo šel nikoli iz mode, taki ali drugačni smeh. In jaz ga priporočam res vsem. Jaz bi ta vstop svoj, tak sem pa reč govoril, ker imam suhe lape, verjetno tudi veljamo. Boš malo veljamo, kaj še? Ne bom več. In zaključil s tem, da je pa to, sicer so fucane fraze, samo je pa res, da enostavno, če nimaš tistih, ki te podpirajo, če nimaš tistih, ki se smejijo s tabo, ki so dobre volje s tabo, potem govorimo o naših ožjih domačih v prvi vrsti, nisi niti razpoložen, da bi bil kreativen v tem smislu. Če pa nimaš širše vseh teh oboževalcev, ki jih imamo mi razprodanih predstav preko 600 božični stand-up, kjer 4100 ljudi kupi vstopnico. To so neke številke, ki niso realne za naš prostor, ampak so pa v bistvu obstajajo. Potem te to žene naprej, ker da bi mi nekaj leta 2001 rekel, stari, viš, to boš pa ti zdaj vsako jutro med delal nekim 20 let. Bi ga zaklav, Zaklav bi ga.